Dober dan vse skupaj. Veseli me, da ste spet prišli, da nas je 20, to je kar ena taka lepa številka. Dober dan, gospod Martin Golob. Ja, tudi jaz vas pozdravljam, prav lepo, prisrčno. Dober dan. Lep pozdrav v, kako se že temu reklo, včasih Grosuplje oziroma veliko velo lupje. Namreč eno staro ime je. Veliko upje pravijo, ja. Ja, to je, ker jaz se spomnim po prvi svetovni vojni, nekje na časopisu sem zasledil, so mislili preimenovati, ne, ga nazaj v veliko upje, ampak pol izgleda ostalo Grosuplje, ne, ker so takrat ne. Če se mislim, bolje spevno Grosuplje kot veliko upje, čeprav se mi zdi slovnično zelo lep izraz veliko upje. Je pa to iz Valvazorovih časov, ne? Ja, je pa to, ja, kot kraja, pa kot naselje s cerkvico na hribčku, je tam okrog 200 let, nekako recimo tako posebno, a ne? V zadnjih 60-70 letih se je pa Grosuplje takole močno razvilo, malo zaradi industrije, dobre lege, blizu Ljubljane, se pravi potem infrastrukture, tako da je danes je pa to pravzaprav mesto s 13-14 tisočimi ljudmi. Tako da ja, včasih, 100 let nazaj je bila tukaj samo in par kmetij, pa podružnična cerkev svetega Mihaela, to je bilo to tukaj v Grosuplju polje, pa kar dosti močvirnatega terena. To je bila v bistvu podružnica cerkev Šmarja Sap. Ja. Ne. In potem pa je leta 72 je pa nastala župnija, a ne? Ne, župnija je nastala leta 64. 64 je nastala tukaj župnija, tukaj je bil prvi župnik Anton Bohinc, 72. leta, so pa cerkev zgradili, so pa cerkev postavili. Ja, to je Tone Bohinc, ne, je postavil cerkev, ne, in jaz, ko sem Toneta Bohinca poznam, ne, sem našel eno pesem njegovo, pa sem rekel, mogoče vas bo pa zanimalo, ker namreč, veste, zadeva je taka, midva sva se pred 2 letoma sva se pogovarjala, da bi za Božič prišel k nam na tole Zoom kavico, pa takrat niste utegnil. Ja. In sem potem Čižmana mogel poklicati. In smo kuhali. Ja. No, in takrat sem pripravil tole pesem, da vam preberem, Toneta Bohinca, ne, zdaj sicer je to malo pozno, ampak vseeno, ne. Pravi, božični zvonovi. Takole zvečer, ko že sonce zahaja, za kristalno snežno goro, se na nebu od zarje ožarjenem zablešči prva zvezda, za njo še druga in tretja in 100. Takrat, ko družina od jaslic zbrana kleči in slavi blaženi mir svete noči, zapojejo na vasi božični zvonovi. In v duši mi odmeva skrivnostni glasovi božje ljubezni, veselja, miru. Lepa. On je bil kar talent. Dobro, danes ni Tone Bohinc gost, čeprav bi ga bilo fajn kdaj imeti, ne, ampak žal. Je že pokojni. Ja. Zdaj, če začneva midva, jaz sem sicer zdajle malo eno tremo, ampak se jo bom premagal. Vidite mi treme pred mano, Bog ne ve. Ja, jaz imam pri župniki zmeraj tremo. Zakaj? Ja, zato ker ne hodim v župnijo, ne hodim k mašam. Take imamo najraj, take lovimo. Sem v bistvu ne kristjan, zato ker moj prijatelj, župnik mi je prepovedal uporabljati besedo ateist, ker pravi, da ateista oziroma brezbožnika ni, ne. Načeloma je res, ja. Ker težko je kakšen človek, ki ne bi čisto nič verjel. Če drugega verjame, da bo jutri lep dan, pa verjame, da bodo otroci pošteno zrastali, pa verjame, da bo nekaj dobrega tudi naredil. Mislim, človek je tudi bitje upanja, no. Če ne bi čisto nič upal, jaz mislim, da tudi ateist zna upati, no, tako. Samo pa ni več ateist.
No, ampak saj bogov je več, ne? Ja, ampak tudi če v druge bogove veruješ, pol ne moreš reči, da si ateist, a ne. Ja, ateist pomeni brezbožnik, ne? Ja, se pravi, brez občutka vera, pa brez verca, pa tako, no, ampak kot takega, mislim, da vera je nekaj, kar človeku pomaga, pa ne samo pomaga, usmišlja, ti da zagon, je nekaj, kar je tudi malo del nas. Človek je sposoben pravzaprav verovanja. Je to v njemu zapisano. Dobro jutro, gospodine Saviću. Kako ste? Dobro. Sada imali posla? Čakaj, bomo ga izklopili. A Ok. No, to je pa pri slepih, veste. Več kot ga, EPP. To je dinamično so, ker imajo te razne govorce, pa ne vidijo, pa te stvari. Ja, ampak dajte mi povedati, enkrat so me ko sem štopil čez Avstrijo, sta me kristjana prepričevala, da človek ne more biti dober, če nima veze z Jezusom. Da je Jezus tisti, ki je v bistvu neke vrste, da ga je Bog poslal Jezusa dol, da bi nas naučil dobrote in žrtvovanja. Ja, Bog je poslal Jezusa med nas zato, da nam najprej pove, kako nas ima Bog rad. Jaz mislim, da je to. Druga stvar pa ja, da nas nauči, kako ljubiti. Ni pa nujno, da če si kristjan, da si tudi dober. Cerkev ali pa kristjani nismo neka skupnost popolnih ljudi, ampak so pravzaprav skupnost bratov in sester, ki hočemo slediti Jezusu Kristusu. Jezusovo rojstvo je pa najprej se mi zdi to, da nam Bog želi pokazati, koliko smo za njega dragoceni in da želi biti med nami in z nami. No, jaz sem tukaj, se pravim, jaz sem zdaj tukaj not upado, lahko rečem, ker je Nika je zbolela, kot sem že prej povedal, in bom vmes kako vprašanje postavil, ko ga je Nika, tako da bom mogoče se malo skakal. Hočem reči, se pravi, jaz, ko sem nekristjana, dejansko nimam nobenega sakramenta, sem pa cerkveno poročen. Zdaj me pa zanima, ali se lahko jaz enkrat cerkveno poročim? Ne. Ne morem zdaj, če se ločim, še drugo zadevo. Ne. Edino, če na škofiji ugotovijo, da prvi zakon ni bil pravilno sklenjen, da je bil recimo sklenjen iz vijača, ali pa iz laži, ali pa iz koristoljubja, ampak ne verjamem, da so to, mislim, da ste še vi kar lepo premišljeno v zakonsko zvezo z vašo ženo, tako da ne morate se več poročiti. Ne morem, dobro, ok. Se pravi, ok. Kaj ste obljubil? V redu? Ja, čakaj malo, Joža. Kaj pa v nebesa? Bom lahko prišel? Ja, to pa je bolj vprašanje za Boga. Pa težko jaz rečem. Jaz upam, da bo Tone Bohinc kako dobro besedo za mene rekel, ker on je zihar gor. Jaz sem prepričan, pa gotov vaša žena za vas moli. Ja, to je res, ja. To pa ne upam reči, kdo bo, upamo lahko, upam, da bi prišel v nebesa. Tukaj so pa pol to božje sodbe. Zdaj, vera nas uči, da nekrščen človek ne more priti v večno življenje, ker v nebesa pride lahko nekdo, ki živi in ki je rojen iz Boga. Rojen iz Boga pomeni sveti krst. Ampak, glejte, Bog se velika tudi tako izkaže, ne. Po drugi strani pa tale levi razbojnik ni bil krščen in je Jezusa šele na križu spoznal, pa je bil z njim v raju. Tako da, ne upam reči, no. Se pravi, vice.
mi preostanejo vice, ker dobro, za peklo, sicer pravi, peklo je sicer dobra družba, ne? V nebesih pol v bistvu v glavnem vsi molijo, ne? Tako da je precej mogoče malo dolgočasno, vsaj zame. Se pravi, vice mi ostanejo. Ja, možno. Ampak koliko časa pa predvidevate, da človek mora biti v vicah? A toliko časa, dokler ga ne preuzgojijo in da prizna, da je kristjan? Ne, v vicah je pravzaprav človek se očiščuje, pravzaprav gre za neko trpljenje. Trpljenje pa lahko že tudi 10 minut zelo dolgo. Aha. Ne vem, to bo Bog sodil, no. Težko rečem. Lahko se celo zgodi, da te vi prej v nebesah, kaj jaz, kaj pa vem. Ja, dobro, glede na to, da sem enkrat starejši kot vi, verjetno. Po logiki. Mislim, po normalni logiki, a ne. Dobro, okej, no bomo. Tale vaša cerkev, še eno vprašanje imam, tako sem razmišljal. Tale vaša cerkev je nova, ne, oziroma je ta čudovit mozaik od patra Rupnika not, ne. Zdaj ne bova o tem patru Rupniku, ampak gremo samo eno moralno vprašanje, sem razmišljal, a ne. Kako ločiti, recimo, naredil je dobro delo, pa je recimo zdaj razglašen za slabega človeka, ali pa imaš dobrega človeka, ki je pa naredil slabo delo, ne? Kako zdaj delo ločiti od človeka, od osebnosti? Sem za kar nekaj časa s tem vprašanjem tudi že sam obadal. A veste, kaj mi prihaja najbolj na misel? Da Bog dela tudi pogrešen človeku. Bog dela lepe stvari tudi pogrešen človeku. To mi nekako prihaja na misel. Jaz se moram zanikati, ampak njegova dela so lepa. Imajo v tem našem grosupeljskem mozaiku bi lahko pridigal celo uro. In marsikaj ne vem, v zadnjem tednu pa tudi takole, ko premišljujem Božjo besedo in tako pa vidim, glej, Bog dela pogrešen človeku. Samo to lahko rečem. In mi je žal, da za take novice, pa za take dejanja, ali pa ne, ampak človek je človek. Obstaja celo knjiga Grešni papeži, ki opisuje en kup enih grešnih papežev v zgodovini cerkve, ampak cerkev gre še zmeraj naprej. Cerkev se še vedno hrani s čistim in ljubeznivim Jezusom, ki se nam daje po rokah duhovnikov. Sporočilo samo je pač lepo. Pač to je dokaz, da Bog deluje pogrešen človeku. Zdaj, sodbo greha in tako naprej pustim Bogu in pristojnim ljudem, ampak njegova dela pa so še zmeraj pač tako, kot so. V redu, se pravi, pač v redu, pač dela so lahko lepa oziroma težko ločimo, a ne, te zadeve, ne. Kaj več v tem trenutku tudi človek kar težko pove. Mislim, da tudi vsem tem tudi malo vzorimo. Bog ve, kva nas tudi preko te zgodbe, kaj nas Bog uči. Nenazadnje predvsem to, da se ne smemo naslanjati na človeka, ampak na Boga. Človek zmeraj razočara. Človek ni Bog. Da se naslanjamo na Boga, to je eno, da ne poveličujemo osebe, da iščemo Boga in da Bog deluje tudi po grešnem človeku. Po vseh nas Bog deluje. No, pa sej zdaj vprašanje, ne, kaj je greh, ne, zdaj greh je stvar nekih vrednot, ne. Ni samo to, greh je pravzaprav zavestno odriniti Božjo ljubezen. Greh je pravzaprav, beseda greh pomeni ločitev, se pravi, z nekim dejanjem, besedo, mislimi ti ločeš mir stran in prineseš nemir, prineseš razdor, prineseš neko žalost, zrušiš neko harmonijo, to je greh.
Ampak a ni to posledica nekih vrednot in moralnih stvari, ki jih, ker vsak... Vrednote so bolj že ljudje postavljali, ne. Greh je mnogo, mislim, je širši pojem, no. Vrednote in tako naprej so pravzaprav ljudje postavili, vrednote se tudi pravzaprav spreminjajo. Ne vem, v srednjem veku ni bilo nič takega, če je nekdo kradel, pa smo pol roko odsekali. Če bi danes to naredili, bi bilo že to čisto bi bilo danes to čudno. V vestnem času so pač, je bila tudi ena od vrednot smrtna kazen za nekoga, ki je pač počenil take stvari, a ne. Vrednote se spreminjajo skozi zgodovino, ampak greh pa skozi ostaja isti, a ne. Ni samo, ja, seveda, pa tudi, a ne, vrednote so dosti odvisne od vzgoje. Vera je pa pravzaprav človekov osebni odgovor na božji klic. Seveda nam je vera tudi preko vzgoje dana, ne, ampak je to kar malo premalo. Človek se mora potem tudi sam za to odločiti, ne. Tako, no, mislim. Dajte mi povedati, zakaj se rodimo z izvirnim grehom? A ni to malo v bistvu skregano, govorimo o dojenčkih, ki so nekaj nedolžnost, prah še je prišel na svet, nič ni naredil, ker naenkrat pa ugotovi, da ima izvirni greh, ki kot neke vrste greh naših prednikov, se pravi. Izvirni greh je pravzaprav greh naših prvih staršev, če rečem teološko, a ne, so Adama in Eve. Kaj je izvirni greh? Izvirni greh, pa posledica izvirnega greha je to, da je človek sposoben delati slabo. Posledica izvirnega greha je, da je človek edino bitje na tem svetu, ki je sposobno iz roke narediti pest in nekoga udariti. Medved tega ni sposoben. Čeprav medved kakšnega poje, ampak tega on ne naredi za nalašč. To naredi iz obrambnega mehanizma ali pa iz načina prehranjevanja. Človek pa je sposoben pravzaprav iz užitka ali pa iz nalašč ali pa iz neke jeze narediti slabo dejanje. Pravzaprav to je posledica izvirnega greha. Izvirni greh nam je pri krstu izbrisan, se pravi, pri krstu postanemo del božjega otroštva. Se pravi, ko se rodimo, smo pravzaprav del tega, kar sta Adam pa Eva bila po grehu, izgnana sta bila iz raja. Pri krstu pa oblečemo Kristusa in so povabljeni njegov sinovski in hčerinski odnos z njim in smo na poti v raj. To je glede izvirnega greha. Je pa pač, smo vsi nekako žrtev tega greha, no. Se pravi, to, da trpimo, to, da na tem svetu ni nekega ravnovesja, miru, da je na tem svetu pravzaprav neenakost, nepravičnost, se srečujemo z jokom in bolečino. Tukaj pač na tem svetu pravzaprav ne moramo najti nekaj, kar bi lahko rekli, da živi kdo brez križa. Vsak izmed nas nosi nek križ. Vse to je tudi nekako posledica izvirnega greha. Dajte mi povedati, zakaj ste se pravzaprav odločil za duhovniški poklic? Običajno in meni gre v spomin mi je una, ne, od Rosamunda gre v klošter, čas ljubljanskih nun postane. Vi niste imeli tega problema, ne? Jaz sem šel za duhovnika, ker sem imel zelo lep zgled domačega župnika, potem pa nekdo je za mene molil, veseli me delo z ljudmi, rad prinašam veselo sporočilo. Tako, no, v tem poklicu sem tudi zelo miren, sem vesel, rad delam to, kar delam. Tako, no, dosti enostaven, nič ni bilo posebej, da bi zdaj rekel, da bi se mi nekaj izrednega zgodilo, no. Ime ste dobili po patronu, ne? Pa po očetu. Po očetu, Moj ati je tudi Martin. Nekako je v moji družini taka tradicija, da prvorojeni sin ima po očetu ime. Imate pa še 5 bratov, ne? Ja, tako, 6 nas je.
6 bratov, eden pa je tudi za župnika študiral. Ja, ta 5. brat je zdaj v 4. letniku teološke fakultete, tudi bogoslovnega semenišča. In če Bog da, jaz mislim, da čez 2 leti, 2025, ne bi imel duhovniško posvečenje. Aha. Tale vaša Šmartno pri Litiji, Ja, je kar ena pomembna fara, ne? Recimo, jaz sem našel, jaz sem bolj knjižni mol, ne, in pol v bistvu Levstik, povezana je z Levstikom, ne, in Ja. njegovo od Litije do Čateža. tako, a ste šli kdaj po tej poti? Zelo podobno pot sem parkrat šel, čist cele, pa od Litije do Čateža nisem šel nikoli. Sem šel pa tam od moje vasi, ker skoraj gre mimo moje vasi, ker gre ta pot. Nisem hodil pol nazaj v Litijo, pa potem Čatež, ampak sem šel pač nekaj tam stran, pa sem se tej poti priključil. Poznam za to pot, pa tudi kar nekajkrat sem prehodil dosti podobno. Zato, ker naša župnija je tudi pol vsak drug maj v letu peš romala na Zaplas. Zaplas je pa zraven Čateža in gre skoraj da po isti poti. No, tako. Ja, tam so 2 poti so, ne. Ja. Brane, takoj tam dal besedo, ja. Potem pa Slavko Grum je tam rojena, ne. Ja, tako je. Ja, Dogodek v mesti Gogi, ne. Ja. A je to dobil pri vas inspiracijo, mislim, na vaši vasi? Ne vem, mislim, da ne. Ko namreč za tiste, ko ne vejo, naj povem čisto na kratko, tam je ena Hana, ki se je po ne vem kolikih letih vrnila, ne, ker je zbežala od doma in je v bistvu vsi so vedeli za dogodek in nobeden ga pa ni javno obelodano, ne. Vsi so skrivali dogodek nekako. To je malo značilno Slovencev, vsi vse vemo, pa vse držimo. Pa mislim, da zaradi tega tudi veliko toliko samomorov, ne? Jaz sem slišal, koliko je v zadnjem času tega veliko. Ja, ne vem, to je težka tema. No. Introvertiranost, ne? Lahko da tudi to, lahko pa srečanje z obupom, srečanje s tem, kakšen verjeten tudi zato, kaj bo drugi rekli. Znamo biti Slovenci tudi zelo kruti drug do drugega, ker znamo se v koga zapičati in ga pač na njemu izvajati mobbing, njegove slabe stvari javno opletati. Smo dostikrat do kakšnih stvari neusmiljeni, zelo neusmiljeni. In to človeka lahko tudi zlomi. Včasih smo Slovenci do kakšnih oseb zelo kruti. No. Spomnim se tudi enega fanta, ki ga družba ni sprejela. 20 let je živel pravzaprav v okolju nesprejemanja, nenehnega poniževanja in tako naprej. In to smo tudi sposobni v družbi. To ni prav. In da človek ves čas živi z občutkom, da je nesprejet, da je čuden, da ne bo bodočnosti, je to zelo žalostno. Tudi zaradi tega se kdaj dogaja samomori. No. Ste že imel kdaj tak primer, recimo, da je kdo vam prišel, pa je rekel, jaz bom pa samomor naredil, ali pa da je kazal te oblike? Žal nisem še srečal tega. Zakaj žal? Zato, ker bi mu rad pomagal, v taki situaciji. Sem se srečal, ko je kakšna oseba govorila, pa grozila samomorom, pa sem skušal pomagati, ampak sem se pa skoraj da jaz malo upekel, zato ker me je pravzaprav s temi besedami malo manipulirala ta oseba. Zdaj, tukaj se mi postavlja vprašanje, ta spovedna molčečnost, ne? Ali bom rekel, prijaviti tako zadevo, mislim, prijaviti. Zdaj, pri spovedi mi ni še nihče rekel, da bi šel delati samomor. Če bi mi kdo to rekel pri spovedi, bi se skušal pač pri spovedi pogovoriti, oziroma bi mu rekel, lahko zunaj spovednice in zunaj spovedi še kakšno več rečeva in nekako skuša vam pomagati. Ne morem pa, da bi, ne vem, nekdo sam to pri spovedi povedal,
pa potem je že klical neko svetovalno ali pa... No, se to mislim, ali lahko pokličete, ker na ta način pol prelomite, ne, spovedno močnejšnost, ne? Če mu rečem, lejte, a lahko se zunaj izpovedi pogovoriva, bi vam rad pomagal in potem zunaj izpovednice, zunaj iz okvira spovedi, predlagam, a lahko to naredim in tako naprej. Kar nekaj ne skrivaj delati mimo njegove vednosti, pa mislim, da tudi ni poštena. Brane, izvoli, dvakrat si že roko dvignil, prosti. Vse ne gre za to, kadarkoli. Ko vrnem na tale, kdo veruje ali ne veruje, jaz zelo veliko poslušam razne oddaje, komentarje, mnenje po Radiu Ognjišče in imam občutek, da je na tej, če da me rečemo, lestvico različnih veroizpovedi, da je logično na prvem mestu člani Rimokatoliške cerkve, oziroma videl sem že termin členi, ne člani namenoma tak verjetno napisan, potem so druge veroizpovedi, svetov in tako dalje, na zadnjem mestu pa ateizem, da je to najslabše vrednoteno. Vendar bi to rad navezal na drug primer. Mislim, da je od tega 25-27 let, ko so eni starši za svojega novorojenčka želeli, da je ena oseba krstni boter, vendar ta oseba je bila samo krščena, vseh ostalih zakramentov ni imela, tudi cerkveno ni bila poročena in župnik ni vedel, kaj bi naredil, se je jaz logično obrnil na škofa in je škof takrat, jaz mu je opisal tega moškega in je škof izrecno dovolil, da je ta oseba krstni boter, ker je rekel, da je veliko važnejše, ali je ta oseba, preprosto povedano, dober človek ali ni, da je to veliko važnejše, kot pa njegova veroizpoved. Kako bi to komentirali? Ja, če tako škof prav, potem nimam jaz kaj oporekati. Škofu ne morem... Dober dogovor. Ja, sicer, pa če tako rekel, pa je tako rekel, da je kaj boter, ne? Jaz ponovadi vedno pa malo razložim, kaj je boter. Boter je služba cerkve, to ni nek privaten dogovor med dvema, ampak je pravzaprav služba cerkve. Cerkev je postavljala botre, zato da je nekoga spremljala kot angel varuh. Boter svojega krščanca oziroma svojega birmanca spremlja, mu pomaga, ga vzgaja, ga uči, zanj ga moli, ga podpira, nanj misel, ga pelje na izlet. Boter je kot neka vrsta angel varuh. Boter ni samo o tom, da pač je zraven mal, pa da ima naziv boter, pa da kup eno bogato darilo. Boter je mnogo več. In seveda tukaj ne igra vedno vloga veroizpovedi, igra predvsem vloga srca. Najprej to, ne. Veroizpovedi pa igra vlogo, da tudi boter tega krščanca oziroma birmanca v veri podpira, ga v veri vzgaja, ga v veri spodbuja. Je kot neke vrste opora, kot jo ima, ne vem, fižol, ki raste v prekli, tako je boter, ta opora v veri, skupaj s starši tega birmanca in otroka. Tako da, če kdo k meni pride, da bi tokrat imel boter, mu pol takole razložim, pa ga pa vprašam, no, in kaj vi mislite? Ste sposobni v veri podpirati, pa ste si sposoben v veri podpirati svojega botra, svojega birmanca in tako naprej. Da nikdar ne grem frontalno v smislu, ti pa ne moreš biti boter, ti pa nikoli ne grem to presojati, no, ampak mu pa skušam čim bolj razložiti, pol se pa potrudi. Sem imel že primere, ko so se ljudje, zato da bi bili botri, pol šli cerkveno poročiti, ali pa so sklenili cerkveni zakon, ali pa so prejeli birmo, kar še ni tako, da še nima pri birmi in tako, pa so zato neki tudi naredili pri sebi eno pot, pa korake. In tako, no, jaz vedno res pravim, izberi si kakšnega botra, ki zna moliti. Že birmance tako učim. Daril kupiti je najlažji. Nekdo, ki te pa cel življenje spremljal, to je pa človek, ki je pa z veliko začetnico. Botrstvo je pravzaprav res nekdo, ki ti je opora, ki te spremlja, ki te ima rad, ki zate moli vsak dan.
to je boter. In običajno to tisti, ki so, ne vem, se nočem narediti krivice, ampak nekdo, ki samo hiter daril kupi, pa pol pozabi, to je slab boter. To ni noben boter, to je pač sponzor. Boter je angel varuh, ki te spremlja ves čas. In imam take zelo lepe izkušnje. Imam izkušnjo ene punčke, zdaj stara 14 let, 4 leta nazaj sem jo krstil, takrat je bila 10, 11 let, nekaj takega stara, iz neverne družine, samo ker je Maše gledala po televiziji. Ona je vsak dan hodila Mašo gledati, je doma skozi težila, da hoče biti krščena. Skozi je težila. Starša neverna. In ona pa, da bi bila rada krščena. In sem jo krstil, ampak je pa botrca, zelo verna ženska, mati 5 otrok, sodeluje v župniji in na podlagi vere njene botrce sem jaz in pač seveda dovoljenjem staršem, starši so jo tudi potem podpirali, sem jaz deklico krstil. Se pravi, starši so sami rekli, mi nismo verni, ampak tale naša punčka je pa takole se odločila. In bi pač, če pa tako želi, če ima možnosti, bi pa ji to omogočila. In sem rekel, ja, pa enega dobrega botra najdemo. In smo najdli enega dobro botrco. Se tudi oni dve med seboj razumete. Ta botrca je res pozorna. Skupaj hodijo hmaš, jo večkrat kampele, se 2-krat v teden siguren stišta, botrca je pošilja kakšno pošto in tako naprej. Tako no, in če imamo take lepe zgodbe botrov, ne bi želel razvrednotiti to vlogo, samo zato, da bo neka dobra botrca, pa nek dober botr. V smislu, da se v tom pol pokazal. To je res ena odgovorna služba, no, tako. Kot je odgovorno biti starš. Tukaj ne želi, eden od udeleženih današnjega Zooma me je prosil, naj vas odgovoril, no, tako. Kako? Eden od udeleženih Zooma me je prosil na začetku, ko mu je nerodno govoriti, naj vas vprašam, kako mora biti... Slišam, čakaj. Nekaj mi je, samo sekundico, meni se, da je meni neki mikrofon malo zaštekal. Ne mikrofon, zvočnik. En malo zvočnik, malo zašteka, sekundico. Se slišva? Zdaj pa slišam. No, en, ki je tukaj na Zoomu, pa mu je nerodno vprašati, je rekel, naj vas vprašam, kako mora biti župnik oblečen? Kakšen je uradno? Zdaj vidim, vi ste zdaj tudi zelo neformalno v enem polovarju. Ja, če sem tukaj cel dan že v pisarni, nekih ljudi ne pričakujem, kakšen je pa bom, neki strajci, kako je to težko peglati. A si sami peglate? Ja, in pač jaz se oblačem malo po občutku, kakor mi pač paše. Čisto po domač povem, kakor mi paše. Zdaj, če imam jaz neko uradno stvar, da bom nekaj zastopal, ne vem, na občini, da zastopam svoje ljudi, potem se tudi uradno oblečem, da dam kolar srajcem in tako naprej. Pač mehko prilagajam se situacijam, zdaj na pogreb se pač lepo oblečem, za delovniške maše, če cel dan tam v ruku učim, pa še zunaj kakšen sneg zmetavam, veste, da to glih v obleki ne moreš delati. Pač tudi preletim ta hmaš. Ob nedeljah sem pa vedno v obleki, ta hmaš. Glede na to, da gre za slepe, ne bi bilo fajn, da mi to malo opiševa. Aha. Kaj je zdaj to? Talar je ena taka bel plastičen trakec, ki ga imaš... Aha, to je kolar. Kolar, ja, pardon. Kolar je bil plastičen trakec, ki je nekako pod vratom, pri gumbu in črna srajca, oziroma lahko je tudi modra, bela, to je nekako zaščitni znak. Drugač, v času uniformiranja, ko so se vojsko uniformirali, ko so se politiki uniformirali, ko so se policisti uniformirali, so se pa še duhovniki javili, ja, mi bi se pa tudi radi uniformirali, in pa so pogruntali te črne obleke, dolge kikle in tako naprej. To je naša uniforma. Drugač, prava uniforma je pravzaprav srce. Ljudje nas morajo po življenju prepoznati, ne pa po obleki. Obleka tudi marsikaj tudi zna skriti. Tako da
Zdaj, da bi prav nekdo zahteval, kako se moram oblačiti, ni treba. Zdaj, Ampak ko date ta mašni plašč gor, ne, to mora biti pri maši. Pri maši je pa drugo. Pri maši je pa duhovnik v vlogi Kristusa, ki se daruje in tako. In pravzaprav z oblekami skrije posvetno. Belo oblačilo pravzaprav skrije vse, kar je nekako človeškega. In ker maša je pa Jezusova daritev in duhovnik tukaj sodeluje. Pri maši je pa drugo, no. Imamo na sebi albo, to je ta belo pokrivalo, potem štola, ki je znamenje duhovništva, in mašni plašč, ki je različnih barv, zelen, vijoličen, črn, rdeč, zlat. Tako, no. Vijoličen, zakaj vijolična barva? Vijolična barva je barva posta in adventa, pričakovanja, je barva čakanja, pripravljanja in tako. V redu. Pravijo, da je prva župnija je tako kot prva ljubezen. Ja. A je to res? Vi ste bili v Zagorju, kako ste bili med knapi? Ja, zelo lušen. No, sicer je to blizu, ne, ampak Zasavje, Matkurja ob Savi, ne. Ja, ne, zelo lepo bilo, krasno občestvo. Zelo sem se veliko tudi naučil. Je pa tako, bil sem tam samo 1 leto. Tako da imam zelo lepe spomine, tudi recimo, ko je bilo lepo iti na Hrastelovo skalo, med križev pot, spomnim se oratorija. Zelo lepo občestvo, krasna cerkev, tako lepo obnovljena, takratni župnik Matjaž Križman je to vse tako lepo zrihtal. To je cerkev svetega Petra in Pavla, ne? Ja, tako je, ja, obe. Lepo je bilo. Potem sem bil 1 leto na Vrhniki, samo 1 let, potem pa 5 let v Bohinju. Zdaj, v Bohinju sem bil 5 let, tam sem imel 5 let medenih let. A res? Ja, tam je bilo. Ampak tam Bohinjci imajo tudi unga belega hudiča, a ne? Ja, res je, kako veliko veste. Ja, v cerkvi Janeza Krstnika je narisan, tam sicer se ne vidi iz cerkve gor, ampak moraš še tkaj, tam, kjer župnik stoji. Ja. Na desni strani, gor pri apsidi, Kain, na drugi strani je Abel in Kain ima za vratom belega hudiča. Tega belega hudiča, zakaj je pravzaprav imeniten? Zato, ker ga je še Agatha Christie gledala. Agatha Christie je v času svojega življenja tudi hodila v Bohinj, v hotel Bellevue in tam pisala romane in je hodila k mašu, v to cerkev in je občudovala tega belega hudiča. Ta bel hudič pomeni povšija, ljubosumje. A mislite, da so Bohinjci taki, da so pol narisali belega hudiča? Zdaj ne vem, Kain je zaradi ljubosumja ubil Abela, ker je Bog Abelov dar sprejel, Kainovga pa ne. In ljubosumje je en tak čuden greh, ki toliko ljudi spre med seboj. Se pravi, bel hudič predstavlja, se rekli, ljubosumje. Ja, tako ga je avtor upodobil, ja. Aha. No, jaz poznam pa drugo zgodbo. Ja? Vladimir DDR je pelal Sartra na obisk. Ja? No, to in sta gledala tistega hudiča, ne, Sartre je bil slabe volje, kot so imeli penovsko srečanje, ne. Zdaj ne vem, kdo je to napisal, bilo je pa objavljeno v Novi reviji. Ja. In je rekel, jaz sem pa šel tam enega, ki je bil vprašati, kaj je s tem belim hudičem, ne, in je rekel, med je dol odpadel. Tako da tukaj ni nič apokrifnega. Ampak so zdaj turistično naredili, da je to bel hudič in zdaj vsi hodimo gledati in plačujemo vstopnino. To je po mojem, kar še Marija Cvetek napisala iz Bohinja, slavistka, profesorica. Ona veliko teh stvari ve. Čeprav je zanimivo, da tudi ni samo tam bel hudič, je tudi rep od zmaja, na katerem je sveta Marjeta, je tudi bel. Tako da je pa tukaj ogromno njih takih izročil in tako naprej, zgodb. Ja, v cerkvici svetega Janeza Krstnika je tudi ena majhna vstopnina za v cerkev,
To so bliže v času, to vstopnino so pravzaprav že imeli v času, ko je to cerkev upravljal turistično društvo Bohinj. Jaz sem bil tudi del tega turističnega društva. Potem sem pa, ko sem mogel obnoviti streho te cerkve in sem zbiral sredstva, da bi to streho obnovil, je pa v samem Rikšem Lazu pravzaprav sami turisti, se pravi vikendaši, Ljubljančani, ljudje, ki so tam pač imeli vikend, sami prebivalcev pravzaprav zelo malo. In to je bilo nemogoče, da bi zbral vsoto, da bi naredil streho, tako kot je spomeniško varstvo od nas zahtevalo, se pravi skodle in tako, ne. Premišljujemo, kako pač bomo narediti, in smo se z Bohinjci in s Turizmom Bohinj odločili, dajmo tukaj narediti podjetje. Jaz sem postavil podjetje, Sveti Janez Krstnik d.o.o., noter zaposlil študente, da je bila cerkev lahko skozi odprta, in da je pač stvar lahko laufala. Smo imeli vstopnino, zaradi tega, da smo pač lahko zbrali sredstva, da smo lahko to cerkev tudi obnovili. In v tistem obdobju smo to cerkev zelo zrihtali, se pravi celotno streho, notranjost, celoten prezbiterij, freske se je obnovil. Tako da na tak način smo se znašali, ja. V mojem času, mislim, da let pred korono, preden sem šel, je bilo prodanih kart, no te verjeli, 45,000. S kar dobrim marketingom, pa malo s prepoznavnostjo, in ker sem se kar dobro povezal tudi z mnogimi turističnimi vodiči, so mi vozili cele avtobuse ljudi, turistov, mnoge te avtobuse sem sam spremal, vodil oglede, tako predstavljal in tako naprej, so bili zelo navdušeni. Tujcem je čisto nekako logično pa normalno, da se za kakšen tak sakralen objekt tudi plača mehane vstopnine, ker so tudi zadovoljni z ogledom in z zgodbo in predstavitvijo. Na podlagi tega sem pa lahko seveda plačeval študente, odvajal davke kot d.o.o., ki smo bili, in tudi nabrali se, da smo lahko s tem denarjem pravzaprav lahko obnavljali in rihtali in vzdrževali to cerkev. Tako da pravzaprav sem kar ponosen na to zgodbo, ki se zelo lepo... Včasih je butast, da se kakšen kar tako spotakne za brez veze, zdaj pa šel vstopnino pobirati. Pravzaprav ni tukaj nič takega čudenega, no. Je pač nek prispevek nekoga, ki z veseljem hoče nekaj dragocenega videti. Nenazadnje je ta cerkev stara 800 let, freske v cerkvi so stare med 600 in 400 let. Je noter celotna zgodovina Bohinja, razna zgodovinska dejstva, in je to pač... Pa bil hudič. Pa vam niso nič rekli vaši nadrejeni, recimo, da tega belega hudiča ne sme biti not, oziroma, ker to je v bistvu neko... V tej cerkvi je še veliko mnogo drugih lepših stvari. Pa tako so noter tudi angelčki z golšo, ki pravzaprav kaže, da v enem času zgodovine, ki je pomanjkvalo soli, so Bohinjci zbolevali za golšo in so imeli tekle vratove. Saj je mrtvaški ples v Hrastovljah, pa je kupenih koskotov, pa tako naprej. Ne, to ni nič tako, ne. Hudič obstaja. Je stvar duhovnega sveta, je nekaj, kar se ga moramo bati, je nekaj, kar človeka zapeljuje. To ni nič izmišljenega. A poznate tisti pregovor, ko pravi, to je pa tako dobro, da bi še angelčki jedli? Angelčki jedli, ja. Ja, če bi imeli ustke pa ritke, da bi kakali. Ja, tako samo... Zakaj angelčki nimajo ritk? Ja, ker... Ker so zmeri prislonjeni na zid. Dobro vprašanje. Čeprav bohinjski angelčki imajo zobke, zato ker je bohinjska hrana bolj trda za jesti. Joža, ti si tam blizu doma. Ja. V bistvu, jaz sem bolj pod občino Bled, ne Bohinjska bila. Drugače pa pred leti je ta Šnetov gospod Janez Burja imel novo mašo. Tule pod Rojem se reče, ne vem, je tam križ Svete Marije, v glavnem pred križo, je imel to mašo.
Drugače pa tako, Dušan, ti si dober skozi prišel, če nisi krščen, da si se v kaj cerkveno poročil. Jaz sem pa krščen, pa nimam zakramentov, ker takrat, ko sem jaz hodil v osnovno šolo, jaz sem pa hodil v zavod za slepo mladino, pa slabovidno v Ljubljano. In takrat, kaj sem, mama me pač ni niti v to upeljala, ampak jaz pravim tako, če je človek dober, pa če pač spoštuje vero, kaj bi pa potem še v bistvu imel, ne? V bistvu, če ti spoštuješ normalno življenje, je to čisto v redu. Sej zato jaz pravim, ne, da je to krivično, da jaz ne morem priti v nebesa, ker mislim, da sem dober človek, ne, tudi to sem naredil. Zelo dober, Dušan. Nisi edini, a veš, ker naprimer, kaj smem, pred leti, ki je bil še moj oče živ, je en fajmašter hotel, da bi pač hodil, da bi naredil da bi naredil haju pa to birmo, ampak se mi je malo zameril, ker sem mu občutek, da hoče malo izsiljevati, lej. Mislim, tukaj pa ne moreš nič. Ti človeka poglej takšnega, kakor je, pa pač presodaj dober ali ni in tako naprej. Drugače pa tako, no, ta Janez Ambrožič z gori iz Krnice, naprimer, on je bil nečak moje stare mame in ta moja stara mama je zmeraj vsak dan šla hmaš in jaz se z njim popolnoma strinjam, ker pa je pa rekla moja teta, dajte reči mam, da ne bo vsak dan hmaš hodila, ker so ji res imela te krčne žile in to ji kri teko, tako da si slišal in on je rekel, teta, Bog je povsod, vi lahko molite tudi doma, da v drugog bom pa šel z Egipta in rekel, da vas bom doma dobil, ne pa da vas bom gor na Brito piskov. In pa ni nikoli več vahmaš, tako da... Aha, Joža, da si mi dal pa eno dobro Tam on je živel v Egiptu, še to povem, on je živel v Egiptu in je bil nesrečno zaljubljen in takrat so šli te romarji, so šli v Egipt in on je rekel tej ženski... Svidenje, jaz se poslavljam, ko moram... Ja, Anica, fajn se me, ja. Anica. On je rekel, ker šel v Egipt, je rekel tej ženski, če me ne boš v podkam čakala, ne bom nikoli več ne bom pa šel z Egipta. Ker on je bil pa v Egiptu, pa ne vem, je skrbel za revne ljudi, pa določenim ljudem je pomagal, pa tako naprej. Aha, hvala, Joža. To se mi je zdaj postavilo vprašanje, zakaj morajo hoditi k maši? Oziroma, zakaj je treba priti v cerkev? Sej vera je zelo taka intimna stvar, tako kot je zdaj Joža rekel. Veste zakaj? Zato, ker pri sveti maši se srečamo z občestvom in z dobrim Bogom. Predvsem pri sveti maši Boga prejmemo. Ja, molite doma, to je zelo lepo, hvala Bogu. Res si lahko povezan z Gospodom, ker češ, moliš in... Ampak samo pri sveti maši se pa Gospoda prejmeš v svoje življenje. Bog nam je dal sveto mašo. Sveta maša ni samo to meni dogodek, ampak je pravzaprav dogodek nebes in zemlje. Tam se srečamo bratje in sestre. Pa ne, da moraš. Prav kristjan bi rekel, komaj čakam, da grem k sveti maši. To ni nekaj, kar moraš, ampak pravzaprav krepeniš potem. To je kot najlepše srečanje. Ne vem, poglejte, kako je doma lepo, če se vsi otroci zberete, pa mama vam na tabulo juho, pa je vse lepo pripravljen, pa zrihtan, ko ste vsi veseli. In ko je mama žalostna, če kakšen otrok manjka. No, to je sveta maša. Je srečanje bratov in sester z Gospodom. Bog ne dej, da bi mogel kristjan govoriti, moram hmaš. To je to, a ti je kakšna lušna stvar, ki jo prav, ne vem, a fant, ki hrepeni po svoji punci, a bo tudi rekel, jo, moram še hteli moji mojci. Sicer res komaj čakam, ampak moram pa še hnega. To je čuden slišati, ne? Sveta maša je pravzaprav nekaj tazga. Je nekaj največ, kar se ti lahko v življenju zgodi. In
Ne vem, zakaj tukaj ga jamranje, če si to mašo, ampak če bi se človek zavedel, kaj se v sveti maši dogaja, bi tekel tja. Kad sem imel tukaj v Grosupljem, ga prvo hajenca. In je rekel, gospod župnik, toliko sem se veselil tega dneva, da sem že od 4 zjutraj po konci, komaj čakam, da prejmem Jezusa v srce. Tako bi mogli biti vsi kristjani, vključno z duhovniki. In tako, no, to je nekaj največ, kar lahko, da Boga prejmeš v življenje. To ga pa v svoji dnevni sobi ne moreš. In ja, sej vera je individualna stvar, ampak ne moreš pa vere skriti. Ti, če si pravi kristjan, ti ne moreš vere skriti. Ne moreš je tam malo v omaro spraviti, pa jo imeti samo za malo za naskrivej, kada bi šel malo naskrivej nekam malo kaditi. Vera je zato, da živiš. To ni nekaj malo tako malo, zdaj bom pa šel malo naskrivej, pa bom. Ne moreš skriti vere. Mislim, nekaj drugega pa je, če bi bilo zdaj, ne vem, so pa tudi dežele po svetu, ki je pač krščanska vera prepovedana in tako naprej, tam je pač ljudje živijo v katakombah. Mene pri maši moti, zmeri, kadar pride k maši, je Pavel pa Savel, Pa sam enkrat na let greš tak Ne, na ključju, to je ono, ko gledaš neko serijo, pa sosedaš, da boš gledal, pa gotoviš, da je to tista za nazaj, in gotoviš, da je tista serija oziroma epizoda, ko si jo že videl. In pa potem tisto vstajanje, ker naprej je treba vstati. Je to zato, da ne zaspimo? Ne, zato, ker na začetku spimo, zato, ker se nekaj velikega začne. Sej vstanemo tudi, ko pride predsednik v kakšno dvorano, takrat iz spoštovanja vstanemo. Ko se bere evangelij, takrat iz tistih besed Bog nam govori, zato tam stojimo, ker pride neka pomembna novica in je on med nami. Ne vem, ko klečimo, je izraz, s celim telesom pravzaprav sodelujemo, zato so te drže, ker človek s celim telesom sodeluje pri bogoslužju. Zato. Brane, takoj, celibat, to je večna tema. Zakaj celibat? Mislim, zdaj seveda človek bi rekel, zato če bi se ženske v vero vtikale, bi bilo pol, oziroma delo duhovnika, bi bilo to čisto drugače, kot zdaj, ki ste 24 ur na razpolago, ker biti duhovnik je v bistvu poslanstvo. Ja. Če imaš pa družina je pa tudi poslanstvo. Seveda. Celibat je od leta 1000 približno. Je način posvečenega življenja, da se človek ves posveti. Si potem kot neke vrste oče, se pravi, izživiš svoje očetovstvo na način, da se daruješ za vse ljudi, da si na voljo, tistim faranom in tako. Kaj svem? Jaz mislim, da je to dobra stvar, da to ni neumna reč. Seveda je postavlja ogromno, ampak nas dela tudi celibat, nas dela malo posebne in jaz mislim, da je to dobro. Če bi bili duhovniki poročeni, pa bi se tudi naš način življenja in delovanja popolnoma spremenil, bi bilo drugače. Ste mlad duhovnik, dejansko je poprečna starost, Brane, izvoli. Ker izvoli, bom pol vprašal. Ok, gospod Golob, danes ste skupaj z invalidi, z slepimi, pa bi jaz prišel še na to naše področje invalidov. Jaz mislim, da rad bi opozoril na odnos RKC-ja do invalidov in menim, da je v določenih stvarih cerkev celo diskriminatorna do invalidov, da nas ne jemlje kot enake, enakopravne in tako dalje. Bom povedal 2 primera. Pred časom smo se veliko pogovarjali o tem, da cerkev zahteva od duhovnikov, da so telesno povsem zdravi, neovirani in tako dalje. Celo, mislim, da tako smo slišali, da če duhovnik oziroma človeku manjka določeni prsti, da ne more hostijo pravilno držati, kot to zahteva predpis cerkveni, da potem ni mogel biti duhovnik, ni mogel hostije pravilno držati. Ali pa, kaj menite, ali bi lahko slepa oseba bila duhovnik?
O tem so se že veliko pogovarjali in kolikor vem, je v Franciji bil prvi primer, ko je slepa oseba postala duhovnik. To je en primer. Diskriminacija bi jaz rekel, drugi primer pa je, spet bom zelo konkreten, ki se je v Sloveniji, ko ena slepa gospa ima psa vodiča in če tudi je cerkev javni prostor, ji duhovnik, župnik ni pustil, da bi s svojim vodičem prišla k maši, če bi bil pes moteč med samo mašo in je dovolil, da in naročil, da je za svojim psom vodičem v zakristiji in od tam sodeluje pri maši. Jaz mislim, da je to velika, velika diskriminacija. Kaj meni v teh dveh primerih? Najprej se vam zahvaljujem, da ste mi to povedali, da bom bil tudi samo bolj pozoren do teh stvari. Ne vem, kaj ne. Zdaj, glede drugega primera, pes vodnik, pa to res mogoče, mislim, v teh primerih nimamo kaj razpravljati. To je pač normalno, da gre slepa oseba s psom vodnikom, normalno pač vklop in tako naprej. Sej, koliko je tega v družbi, kar veliko sejša. Tudi, kad je pri meni na obisku tale, kaj je že ta, ki ima tukaj, tudi veliko kaj objav na internetu pa na Facebooku. Kamenik, Sebastian. Ja, Sebastian, ja. Ta je bil pri meni, so tudi se pogovarjala, pa malo tako. Jaz mislim, da to ni, da je tukaj mogoče malo ta duhovnik malo tako po svoje ravno. Mislim, to ni zdaj diskriminacija strani RKC, ampak pač je bila odločitev tega konkretnega župnika. Ja, glede same posvetitve za duhovnika, sicer ja, pravi res nek po zakoniku, da mora biti telesno, tudi fizično in tako nekako sposoben, kako ne rečem. Brezhiben. Ja, ampak imamo pa primere, ne vem, bivši cerkljanski župnik ni imel roke, pa je bil glih tako zelo dober duhovnik. Koliko župnikov je gluhih. V Beltincih, vem, da je v Beltincih je bil en... Pa so tudi župniki, a ne. Na koncu malo se kakšen duhovnik pristane tudi na vozičku. Samo, če smem, ne? Verjetno so te primeri, ko so že bili posvečeni duhovnikom, potem postali invalidi. Ja. Jaz pa govorim, da ne more biti duhovnik, ne? Če ni telesno. Jaz mislim, da se najde tudi kakšen postopek, ko lahko postane duhovnik. Od Prešerna brat, ne, Andrej, ki je bil župnik v Celovcu, mu je svinja pojela uho in ni smel biti župnik, se pravi na tej ljubljanski škofiji, in je šel v Celovško, tam je pa lahko postal. Zakaj? Andrej, od Prešerna brat. Ja, zakaj ni mogel biti? Ker moment, da mu je svinja pojela uho, odgriznala. In je pač zaradi tega pol v bistvu ni smel biti v ljubljanski župniji. Je tam 200 let nazaj. To pa zelo prvič slišim. Ne, tako. Potem jaz vem za en primer, saj sicer tako kot si Brane rekel, kasneje odslepeli moža, ker je bil v Beltincih, je bil en župnik. Se pravi, če zdaj se glih spomnil, je bil en primer, ko je škof Volk enega duhovnika v UKC-ju posvetil za duhovnika. To je bil Peter Šetina, ki bo dolga leta župnik na Rakitni. In ga je škof posvetil, dokler je rekel, če bo pa enkrat ima šol, se ga splača posvetiti. In je bil v bolnici posvečen, ker je bil tako skozi bolan, skozi bolehen. In je po posvečenju še 45 let, ali še več, je bil župnik pol na Rakitni. Tako da, jaz mislim, da je tukaj tudi pol stvar neke presoje škofa. Škof je tisti, ki posvečuje, ne. Ljubljanski ne posveti, pa mogoče pa kakšen drug in tako naprej. Ne vem, če gospod kliče fanta v službo duhovnika, pol bo našel tudi pot, da bo duhovnik postal. Ne glede na to, a je invalid ali slep ali gluh. Če gospod kliče nekega fanta za duhovnika, pol ni ovire, da ne bi bil duhovnik.
Dobro, tukaj bova zdaj midva malo prekinila, pa bova Ja. okrog tega klica, ki ste ga tudi vi doživel, ne, pa bo se pol mogoče okrog tega kaj povedal, kako to zgleda ta klic, ne. Oziroma, kako je bilo to pri vas, bi pa dal besedo Ireni. Irena, izvoli, roko si dvignila. Dober dan vsem skupaj. Dober dan, gospa Irina. Jaz sem tista, o kateri je gospod govoril, ker mi v 2 župnijah so imeli župniki, ki imajo proti psu vodiču, torej ne hodim več. Ker če me pošiljajo v zakristijo, potem pač ne vidim smisla. Jaz ljudi sicer imam na svoji strani, ampak če so pa župniki proti, župniki so pa kakor gospodarji cerkve, pol se pa jaz ne bom vmešavala. Delamo pa zdaj prek škofovske konference tudi na tej stvari, ker se mi ne zdi prav. Bom pa rekla še glede enega slepega duhovnika, je pa v Nemčiji eden, ki je sicer zaenkrat še diakon, ampak je somaševal na zahvalni maši lani, ki smo jo imeli, ker imamo vsako leto slepi in slabovidni verni, imamo zahvalno mašo, vsako leto je druge. In na to v okviru te zahvalne maše sem tudi uvedla blagoslov psov vodičev, ker se mi zdi to zelo pomembna stvar. Meni je to ena res pomembna, ker če se blagoslavlja konje, pa motorje, pa avtomobile, pa ne vem kaj še vse, je fajn, da se blagoslovi tudi pse vodiče, ki predvsem v glavnem pomenu za njihovo, da se prosi za njihovo zdravje in pa za to, da nas bodo varno vodili okrog. Ja. Jaz se z vami strinjam, pa meni pri teh maš, jaz se zom pa vesel. Bom težko prišla gor na konc, glede na to, da se hvade v ščini. Pa meni pri teh, jaz bom pa važga kušnja. Martin, jaz imam pa eno idejo. Glede na to, da ste zelo odprt, medijsko zelo podprt župnik in tako naprej, ne, kaj pa, če bi mi naredili kako mašo za slepe? Ja, lahko se klele sem enkrat eno lepo srečenje z njimi, so prišli z avtobusom. Ja, enkrat sem že imel. Kdo jih je pa pripeljal? A ste bili vi? Albina, ti si pri vernikih aktivna. A bi povabila Martina, kdaj recimo, ko imamo ta teden slepih in slabovidnih v začetku junija, da ima kako mašo, ki na okrogla, recimo. Lahko bi eno krog razsuplju. A veste, zdaj 2 možnosti, a me slišite? Ja, Albina, izvoli. Tukaj sta zdaj 2 možnosti. Ena možnost je sveta maša v okviru tedna slepih v naši kapeli na okrogli. Tam imamo kapelo svetega Cirila in Metoda, ki jo je takrat monsinjor Tomo Zupan imel kot duhovnik. To je ena možnost. In lansko leto je bil z nami Robi Friškovec, ta vikar. Duhovnik v zaporu. Kako? Duhovnik v zaporniški, ja. Ja, on. Tako da tukaj je ena možnost, da bi se nam pridružili recimo pri tej sveti maši in smo potem imeli prenos preko Zooma, tako kot smo mi zdaj povezani. Pa še preko Radia Ognjišče. To je bilo zdaj več let zapored, da je bilo zdaj to na prvi petku v mesecu juniju in smo imeli mašo prenos preko Radia Ognjišče. To je ena možnost. Druga možnost je pa tako, da prej je rekla Irena, zdaj že 13krat smo že imeli zahvalno mašo slepih in slabovidnih. In predlansko leto smo imeli, ne, lansko leto, 3. septembra smo imeli, je bila ta maša pri svetem Jožefu v Ljubljani in bil škof Šuštar je maševal za nas. In se pravi, ko se bomo za letošnje leto dogovarjali, sta 2 možnosti. Ena je ta, da ste z nami na okroglem in potem je to prenos preko Radia Ognjišče in preko Zooma. Druga možnost pa je, kot ste vi zdaj povabili, da bi pa slepi in slabovidni iz cele Slovenije prišli k vam v Grosuplje in bi maševali za nas. Ja, to je z veseljem. Ja. In potem je to povezano tudi s pogostitvijo, a veste. Pogostitev mora biti. Ja. In se nas zdaj, včasih pred korono, nas je bilo na teh srečanjih od 250 do 300, včasih. Ja. Zdaj, lansko leto, septembra, nas je bilo pa okrog 120. To je zdaj malo, bi rekla, tale korona je vse skupaj malo usula, a ne? Tako da leta 2 možnosti sta in če ste vi pripravljeni, a ne, imamo pač eno vstopnico, da se lahko dogovarjamo
To je bolj najboljš pol, da se pol tako, če želite, da malo kitanska, pa mi pa še mail pošlje, da to pa se slišimo, pa se pol točno dogovorimo. Zdaj pa samo še na to vprašanje glede slepih duhovnikov. Jaz sem poznala eno družino Müller iz Nemčije, sta bila dvojčka, Štefan pa Kristofer, sta bila oba zelo bistra in eden od teh dveh je duhovnik. In je bil posvečen kot duhovnik, drugi je kot literarni zgodovinar, ta Štefan je pa duhovnik, ki je bil kot slep posvečen. Se pravi, to je bilo možno v Nemčiji. To, kar je pa Irena prej omenila, je bil pa lansko leto z nami diakon slovenskega rodu. Njegovi starši so tele blizu Krškega doma, on je bil pa že v Nemčiji rojen, je pa diakon. On je drugač doktor literarnih znanosti, slovenist, je poročen, ima ženo, tudi Nemka, je brez otrok sta in je bil septembra predlansko leto posvečen v diakona. In on je bil lansko leto prvič v slovenščini je bral pri sveti maši evangelij s pomočjo Braillove vrstice. Tako da on je diakon, ni duhovnik. Prav v Nemčiji pa poznam tega Štefana Müllerja, ki je pa duhovnik in je bil posvečen kot slep. Ja. Hvala za tole. Ja. V redu, Albina, evo, zdaj, če rabiš kontakt, da ne bomo zdaj dali, ga dobiš pri meni. Bomo dušen dal kontakt, da pa takole... Se lahko slišimo. Hvala za vašo ponudbo, res. Ja, z veseljem, jaz sem pa vesel, pa velik parking imamo, pa z vozičkom, kamot prideš v cerkev, ben problem, je vse po ravnem, lepo, pa tudi za pogostitev nema problema, kakšen switch se zmeraj najde, tako da. Hvala si naprej. V Grossuplu da se bomo uskladili. Ja. V Grossuplu so dobri ljudje doma. Ja. Naj vam povem eno anekdoto od mojega prijatelja župnika. Pač on ima navajen, ko gre po cesti, da pozdravi vse ljudi, ne. Kogarkoli sreča pozdravi, ne glede na ga poznali, ne. No in se mu je zgodilo to, da je nekoga pozdravil. In se on ustavi in reče, ja, dober dan, a se midva poznava? Pa pravi on, ta prijatelj pravi, ne. Ja, zakaj se me pa pol pozdravil? A ste vi doma iz Grossupla? Zakaj pa iz Grossupla? Ja, v Grossuplu se boji, da vsi pozdravljajo. Dobra. Je to res, da se v Grossuplu vsi pozdravljajo? Ne vem, zdaj mogoče malo manj. Jaz skušam kar vse pozdraviti. Po cesti, ko grem z avtom, vse pozdravljam. Ok. Zdaj, dragi moji, smo počasi že zaključiti. Ja. Kaj še naprej me čakajo. Hvala vam za povabilo. Upam, da vam je bilo všeč. Ja, jaz sem se sprostil, jaz bi zdaj začel govoriti. Mislim, gospod Martin, jaz mislim, da bom mogel malo k vam priti. Pridite, zvedam vaša. V redu. Skratka. Tvojo iskrenost. Ja, z veseljem. Hvala vam za prijaznost. V redu, pol smo končali za danes, hvala vsem, hvala gospod Martin. Torej, vidimo se tam junija, prvi teden junija, upam, na okroglem. Tam bi bilo fajn, da pridete na okrogle, da malo vidite Tomo Zupana, Monsignora in te zadeve. No, torej, mi pa se vidimo naslednji teden bo gostja Metka Klevišar. In še Nada, zdaj sem primek pozabil, ker je to Nika dela. Skratka, pogovarjali se bomo o palitativni oskrbi. To je tudi, mislim, da je ena zadeva, ki je prisotna, ki nekako odrivamo to smrt in to zadevo, tako da mislim, da bo tudi ena zanimiva tema. Skratka, hvala vsem, da ste prišli. Nasvidenje.